Z nami je že Dora Domanko, prva prejemnica priznanja inženirka leta. Dora, za nami je 6 mesecev. Kako se vam je v tem času življenje spremenilo? Ja, predvsej več enih medijske pozornosti je seveda, pa v bistvu malo več sem se tudi začela zavedati enih stvari, s katerimi se prav v bistvu nisem ukvarjala. Prej sem bolj delala strogo tehnično, zdaj pa se čedalje več pogovarjamo tudi od tega, pravzaprav stvari, v katerih se ponovadi pogovarjajo v kadrovski službi, se pravi, kako privabiti mlade, kaj je za njih zanimivo, kaj je zanimivo tudi predstaviti drugim ljudem in tudi kupcem, ker nekako smo začeli zelo sodelovati pri tej javni podobi še z marketingom, tako da veliko novega na vseh področjih. No. In kakšen je vaš recept, kako privabiti inženirje v podjetja? Prav podjetja, ko že imamo inženirje, trenutno je največji problem sploh dobiti, ker kadra ni. V bistvu je pomanjkanje kadrov. Vsa podjetja, na vseh predstavitvah, kar sem jih zadnje čase poslušala, se predstavniki podjetij v bistvu pritožujejo, da kadrov ni, da bi jih poskušali dobiti na vse mogoče načine, vse načine, ki jih poznajo, ampak enostavno se zgleda že pozna ta upad generacij ali pa mogoče podhranjenost tehnike v preteklosti in pač težko je najti čarobni nasvet. Kako pa postati zgled mladim, da se bodo odločili za tehnične poklice? Ja, največ, kar lahko naredim, je, da jim pokažem, kaj jaz delam, da pokažem, da mi je to všeč, da sem na tem navdušena in nekako upam, da se bodo tudi one v tem našle. Mogoče jim pokažem, da se to da, da ni to nekaj, kar je za nekoga drugega, za njih pa sigurno ne, da to pa zame pa kaj drugega. Mislim, to zveš šele, ko se naučiš, ko sprobaš, ko si nekaj časa v tem, ko padeš noter, ko imaš še nekaj takih projektov, ki so se uspešno zaključili, takrat šele veš, a je to zate ali ni. Pa še beseda o prihodnosti. Kaj bi želeli v prihodnje še narediti, storiti, početi, kje bi želeli biti, se dokazovati? Predvsem upam, da bo ravno prav takih pravih tehničnih izzivov. Mene najboljš, kadar imam tamle na listku, imam to-do listek zraven računalnika, kadar je 5 takih stvari, v kjer bi se najraje kar zapodila in se moram potem sladka dilema odločiti, s katero bi začela. Tako da nekako tega si najbolj želim v prihodnosti, da bojo taki izzivi, ki so ravno prav nerešljivi, da na koncu dobiš čokoladko, kot jih uspe streti.